Prešeren, Kosovel, opazovalnica, Godler. Jaz sem užaljen. Tako mleko. Ne, sploh ne več reči. Če sem imel zadnjič krču godja. Ne, ker to ni intro. Jaz sem bil v dilemi, a bom to sploh spustil. Če je bil zadnjič krču godja, je tole danes izliv sreče in ekstaze. Jaz grem domov, nočem To že velikokrat rekel. To že velikokrat rekel, ampak ne vem, zakaj se vračam. Tole je bilo slabo. Tole je bilo nekaj, kar sem v osnovi hotel jaz delati, ko sem začel opazovalnico. Da bi od deklet to dobival. Pa magari ne na opazovalnico, lahko privat. Happened in the past, doesn't happen anymore. Ker zdaj vejo, da sem big. Ja. Zdaj sem too big to fail. Zdaj sem big. Zdaj, kaj enkrat prišla klukca, poleg imena, dajte mi nehat, ne me tegat, nisem cifra, Orwell, bež, ampak ja, odkar je... Jaz bom tako rekel, nasleden človek, ki doda ta Godla na konc, tudi če je največji fan ali fanica tebe, ne bom predvajal. Dil je Prešeren, Kosovel, opazovalnica. A imamo še ime, da se zahvalim? Katja. Hvala, Katja, to je zaželeno. Lahko posnameš sequel. To sem odprl hotelska vrata in si bila ti not in si povedala to. Hotelska, hotel. Kje se pa dobivajo ljubimci? In ljubimke. No, ne vem, Anže, a si imel kdaj hotelsko izkušnjo ali ne? A si imel? A si imel kdaj hotelsko? Hočem domov. Pa to je cel zaznamek na Pornhub, hotel. Cheating hotel. No, ali pa ne, lahko je pa samo hotel. Man cheats on his wife in hotel room. Kaj pa woman cheats on her man in hotel room? Ženske so pa zveste, to pa ne. A si lahko nehaš biti femiciden? Ne, narobe sem rekel. Čakaj. To že spet vam dal bip, čez. Že spet vam ga dam. Čakaj. Please ne dati, please, narobe besedo sem uporabil. Ne biti, kako je sovražen do žensk. Se bom počakal, ne bom Femifoben. Femifobijo imaš. Hud primer imaš femifobije in to je naslov opazovalnice. Femifobija, evo. Hvala. Jaz sem kot Joyce, jaz se spomnim besede. Ja. Zdaj le pa koliko mala, v prvih 2 minutah pa pol si bil too big to fail. Novo besedo si se zmislil, pa primerjal si se s Jamesom Joyceom. A kar nehava, a je to za danes? Moje se moram malo zbrati, pa malo zmeditirati. To je indijski. To je iz filma Party. Ne vem, če ga poznaš? Ne poznam. Praznoval je rojstni dan. Glavni igralec tega filma je praznoval rojstni dan ta mesec. Ne vem, kdaj gre to veter, a gre to danes ali jutri. Mislim, da je prejšnji teden bi bil star danes, ne vem koliko, Peter Sellers. Peter Sellers. A res ne poznaš filma Party? Ne. Seriously, tu smo malo šokiral. To je film, ki ga je posnel isto Blake Edwards, ki je režiral tudi Pink Pantherje, originalne seveda. In ta je film, kjer igra pa Indica Peter Sellers. Okay. Zato? Našmirali so ga. Slabo. Okay, zdaj mogoče zato ne poznam tega filma. Bom, da se veliko kaže. To je klasika drugač. Party je naslov. Škva sem jaz gledal, se pa nam spomnil. Dajte si ga pogledati. Dej bom intro dal. A še ni intro? Ne, ni še intro bila. Tako da dejva dati intro, pa bom jaz ti povedal za en film. Čakaj, samo, ne. Nehaj ste. Okay. A zato si ti bil Frankenstein, ki si tak fan Sellersa v maski.
Predober intro je. Mi da si tega ne zasluživa. Predober, kaman. Dej se že sprijazen, da si kult, ne kult osebnosti, tiste bed. Čeprav tudi prije prav. Še posebej, če hotelsko sobo odpreš vrata. Idiot. Še mi idiot. V glavnem, ne vem, če sem se to že pogovarjal, jaz mislim, da se nisem. A si kdaj delal roleplay? V kontekstu... V hotel izkušnji, kako se temu reče. Ja. A si kdaj, čeprav to je bolj dopobarva tema, ampak a si kdaj roleplayu, pa boš pa povedal svoje, kaj smislu. Sam to odgovor. Ne. Nisi? Ne. Te to ne raje, ti si ne odgovarjam. Dobro. Dej pa povej svoje. Ta ne je bil mišljen kot ne odgovarjam na vprašanje. Se pravi, se nam pa kaj obeta danes, tako da kdor še ni plačal. Meditacija, seks, hotelske sobe Tako. in femifobija. Kaj? Ja, res. Being There. Si ti gledal Being There? Being There je po mojem film, ki sem ga gledal, ne bom lagal 50-krat. To je res dober film. Ker vem cele pasuse. Ja. Vem cele pasuse. A res, ali kaj? Ja. Jaz sem ga zanč prvič videl. Seriously. Presežem. Nekaj je šlo to mene, ker je res klasika, Ja. tako tudi zelo čislana klasika, Peter Ja. Sellers pa to. In zanj sem ne vem, kdo je o tem filmu govoril in sem tako rekel, pismo, to pa se mi zdi, da bilo meni všeč. V družbi si bil, ali kaj? Ne, na netu sem nekaj bral in bilo tako, okej. neki Being There, a ne. Okay. Neki pač Being There in jaz tako, ok. In grem pogledat in je izjemen film. Ja. To je pa takih filmov pa res ne delajo več veliko, no, tako bom rekel. Pa je iz leta, že sem prišel prav gledati, ker sem jih hotel, iz leta 79 je. Ja, 79. Povejo vsaj premiso, da bi rad več ljudi ta... Sem mislil, da boš rekel, a poveva še vsaj en film iz tega leta, ki pa ni bil celo. Ne, ampak The Motion Picture. A res? Ja, The Motion Picture, Ja. 79, ja. Ampak hoče, se pravi, to, kad si ga gledal, si fan, veš se, včasih se najdeva mi dva. To je moj najljubši film od Peter Sellersa. Na dolge proge. Boljše kot The Party. Ja, no, tam to zelo... Pa mislim, da je prav smešen intervju. Mislim, da sta v enem late nightu bila avtor romana, ta Kosinski, ali kaj, Ja. in Peter Sellers skupaj kot gosta. Ja, to je bil Peter Sellers je bil takrat v tej pozni življenjski fazi, se pravi, kap ga je takrat kokrat že. Ja, tle je že star človek. No, Tle je že star človek in tukaj se vidi, da je bil predvsem ne to, da je bil pač najbolj imitator, kar so jih imeli v Angliji, pa mi gre na živce ta izraz imitator. Ja, kao on je več, ja. Pa on je začel Goon Show z Spikeom Milliganom pa z Sikomom. Goon Show, to je bil takrat po moje to, kar je bil v Sloveniji Radio Gaga v 90-ih. Aha, ok. Po moje. Ja. Takrat ni bilo človeka, ampak tam so bili brihtni. Tam niso bili tako kot pri nas. Tam so rekli, mi bomo to pred živo publiko snemali vsako nedeljo. Ja. In je bilo to živo, ne vem, za časa kosila. Sam klinc je to takole, ne, gledaš Michaela Palina v enem intervjuju, je rekel, da je na njega v življenju največji vpliv naredil Goon Show, ne? Ja. In prav, da je vedno poslušal živo, ko je to bilo, da si je vzel radio, da si ga je pod deko dal, da se je pokril in da je poslušal, da mu je bilo to največ v lifeu. Pa sem pa rekel, dammit, jaz to moram dobiti in sem si kasete začel kupovati na eBayu, ki jih je BBC izdajal, Ja, ok. pač posnetki teh oddaj, ne. Ja. In sem vzel ta svoj Radio Shack na mizni kasetofon, veš. Ja. Ti si res cool. Ti si res tak, cool človek si. Da ti nam odprl hotelskih vrat. Pridi, bo poslušala kasete. Ja, jaz to poslušal in sem bil pač tega ne moreš danes več poslušati. Ki spravim, že Monty Python TV serijo težko gledaš. Težko, prva sezona, te klasične stvari še grejo skozi, pa je počas konc. Ja, ker potem tam 3., 4. sezona, oni so ratali zelo aktualno politični. Tam bil ne vem, kaj bil sprejetnik, ali neki so se bockali v parlamentu in so imeli mislim, da je epizoda Hamlet iz 4. sezone, ali je bila celo zadnja epizoda Monty Python ever v 4. sezoni, kjer kažejo tipično, ne vem, družino, pa to, ne vem, a ne na sociali, ki tam jejo, in žre, veš, kaj vse razpada,
hčerka kurba, veš pa take. To je vezano na neki, to ni timeless. Ja, mogoče, kaj misliš? Mogoče začetek timeless, pa to, kar so uporabili v filmu And Now for Something Completely Different, to prvem, ki so ga posneli, to so mogoče timeless zadeve od njih. Pa jasno, vsi filmi ostali. Ja, filmi so, ampak TV serija je pa tako, kaj je zdaj ta? Okay, ampak zdaj ne gremo nazaj, ker niso povedali. Premisa Being There. Ja, kaj je Being There? Ker premisa je vrhunska, je pa noro, da je to hollywoodski film, da so to premiso posneli. No, da je povej premiso, pa ti pol povedal. Hollywoodski film, a niso danes tudi mal arci-farci filmi hollywoodski, ki parirajo na Oskarje? Ampak tukaj je drugače, daj povej premiso. Tukaj je drugače, gre zgodba o tem Chauncey Gardnerju, ki je cel life služabnik, nima ne zavarovanja, nima ne, mislim, da ni nikjer sploh osebne nima. Ja, noč nima. Ne obstaja. Ja. Zato, ker to je fair reči, ne da je neumen, mislim, Simple je. Simple je, to je dobro rečeno. Nedolžen pač. Tako, ja. In on je vrtnar enega res bogatega človeka v New Yorku, v eni hiši in on ni še šel iz te hiše ven. Ja. Pač ni še ven stopil. Televizija je njegov life. Televizijo pa gleda non-stop. Ja. In potem ta človek umre. Tako. In gospodar umre, on se obleče v njegove obleke, zelo fin sud, verjamem, da si ti zelo fem, in gre čez vrata in pol se stvari dogajajo. Ja, in pogre pa v realen svet. Tako. In zdaj tukaj je dosti, če me ljudi zanima, ker se mi zdi, da se res plača ta film pogledati. Yes. Ampak jaz ne morem verjeti, kako so to speljali v tem filmu, ker to ne bi smeli delovati. In deluje samo zaradi Petera Sellersa, ker zna to prodati. Ja, to je res. Mislim, da je samo z njim bi lahko to funkcionira in je res neverjeten film. Jaz nisem mogel verjeti, kaj gledam. Konec je absolutno noro. Ja, res hud film. Ja, tako. In kaj se zgodi, mislim, res tak in komentar družbe in komedija brez punchlineov, čist brez punchlineov je komedija. Pa Shirley MacLaine. Scena Shirley MacLaine, jaz nisem mogel verjeti, kaj gledam. To je taka prihotelska sovo scena. Ja. Zelo prihotelska sovo scena. Natural komedija. Ja. Tako da, če imate priložnost, Being There, bom dal v zapiske, res dosti izjemen film. No? Tako, pa res tak, 79, pacing je počasen, ampak deluje, ker je v stilu filma res dober. No? Ja, je tak meditativen film. Zelo meditativen film. A res to, kad si ga gledal? Absolutno, to sem jaz skupil na DVD-ju in na VHS-u sem imel. Še ena stvar, če smo že pri Peteru Sellersu, priporočam ogled. On je bil zelo navdušen zbiratelj. Na Loadan je bil, pa si je kupil vsak nov fotoaparat, ki je prišel ven, vsako domačo kamero, ki je prišla ven in tako. In so s frendi posneli v njegovi, ne vem, podeželski rezidenci neki v Angliji film Nemi. The Running, Jumping and Standing Still film, če sem se prav zapomnil, če ne pa... Bom najdel, pa bom dal. Mislim, da se imenuje The Running, Jumping and Standing Still film. Ampak to sem res dolg nazaj. Ne vem, pomalo sem si narobe zapomnil, ampak to ga je on posnel, gege so si izmislili in zmontiral ga je sam tudi. Tako da to je tak eksperimentalen domač film njegov. Yeah, The Running, Yes, prav si se pomnil. Ene 15, ne vem, koliko minut traja. V glavnem, to je tudi za pogledati, ker je bil ta gospod je bil res, kako se reče po slovensko, invested in nočem biti tisti tip, ki bom povedal angleško besedo, pa ne zraven slovenske. Bil je vložen v komedijo. Ja, vložen v komedijo. Vložen je bil v skisan v komedijo je bil. Bil je skisan v komediji. Zdaj pa jaz bi se rad za tabo pritoževal. Če gremo lahko naprej greva na opah. Pritoževal? Ja. Nad menoj? Nad tedvoj. Ker naprej sem začela snemati, ko si prišel, si rekel, da si poslušal moj intervju v moj intervju v N1 podcastu za Nalovec. Si celega poslušal? Intervju? Ja. Zdaj, kaj pomeni celega poslušal, sem imel vklopljeno, pa je zraven igral med tem, ko si odpiral hotelska vrata. Ali to pomeni, a si gledal monitor? Ne, ampak poslušal si ga. Kurčeve reklame, preskakoval.
Prav si ga poslušal. Ja, sem poslušal. Ja. Sem Naprej poslušal. sem začela snemati, si Ja. rekel, kaj, če upaš ponoviti. Ker si rekel, da nočeš tega ponoviti. Ponovi, kar si rekel. Kaj sem rekel? Rekel sem, da spadaš v odmeve bolj, kot pa, da veš veliko o teh stvareh. To ne spada. To sem hotel, sem ta soundbite sem Kaj bo hotel. rekel satelitke, ko bo rekel, zdaj so se pa hvaliti začela. Come on! A hočeš izgubljati naročnine? Please, super si Anže. Kar tako naprej. Kako si pa danes dobro te mikrofone postavil? In začuda vse dela, vsi kabli, lej, vse stoji, luč sveti. Vse. You got this, man. Ne, to res sem zato videl, ker je pač prišel in me je res pohvalil, rekel, ampak tega nam rekel. Ne, ne spodob se. Ne? So dol vse, Ker to je okay. pol takoj rata nek drug podcast. Ja, to je res. Ja, To je zakaj res. si tak bi- car? Ja. Ja. Zakaj bi me ti, se bi tudi za ljudje, da veste, ne misli, da me drugače pohvali v življenju. To No, ni tako. ja. Ne si predstavljati tega. Tako da. V glavnem. A greva, zdaj pa tako, mava zadnji audio odziv. Se pravi, ne? A veš, kaj sva prosila ljudi, Okej. da se posnamejo vprašanje, Ja. mava zdaj zadnjega, tako da ljudje božji. Naj se še kdo posname, ti jih prosiš, ukazuješ, nič ne pomaga, jaz prosjačam. A da se posnamejo? Ja, da se posname, nič ne pomaga. Mava samo še eno audio vprašanje in 3 intro te mava, pa je pa konc. Ja. Tako da prosim, ti, ki zdaj tole poslušaš, posnami se, greš lahko na aparatus.si, pošiljka opa help, tam je neka stvar, ki klikneš, pa se posnamaš, lahko se pa tudi posnamaš in meni pošlješ na mail anze@aparatus2.si. Glavnina naših poslušalcev so pač, ko se reče temu strokovno, lurkerji. Ali sem prav rekel? Ker res ne obvladam tega lingua. Ti si tak internetni človek. A ti veš, da sem jaz imel, TikTok trende, znaš vse plesati. lih to sem hotel povedati, da so na planetu poklicali enega eksperta za TikTok Aha, in me je prišel posnet ja, in sem na TikToku, ja. boje full špilam, To je lažje, ki je on telefon. on fire sem Nisi on fire. in me je posnel. Okay. To je mladenič, ki se zelo spozna na Se pravi, TikTok, ta teden TikTok ali Jure Godler TikTok. Kaj je Jaz to? nimam TikToka. Čakaj. To je od Planet TV-ja. Od planete veja Ja, in da ful špilaš. In me je Ja, spraševal, se bo slišal, ja, govor. Najdel me. spraševal me je Ja. Gen Z izraze in sem skoraj vse vedel. Slej. Ti se reš. Riz, cap, To. to, ne? To je to. To me je spraševal Ja. in je bil presenečen. Je rekel, za tako starega tipa pa si pa unnaturally Za hip. nekega grejberda. Eden video je klele, ki so ti dali rekel, tvojo sliko z vrtnico. Ne, to je pa novo. A to je novo. Ja, Aha, ne, to je novo. To imaš 38,000 gledal. To je veliko. Thank you. To je veliko. To je to z vrtnico. Big on TikTok. Big. 40 jurjev, 40, čak, gre. A to lahko krade vas, pustim lahko to noter, da ljudje slišijo ali ne. Te Gen Z izraze. Gen Z izraze. Čak, sem da You vidim, got it. če mi rata, tole je zelo impro, tako da se upravičujem za zvok. Sama. Kaj pomeni slej? To pa vem, kaj pomeni. Povej. To pa vdej rasturaj. Ja, lahko bi se tako rekel. Slej je nekaj, kar je ful dobro. Tvoj outfit je kar slej zdaj. To. Daj mi povej, kaj pomeni beseda drip. Healthy as a horse, not a drip, pač da je Riz. razlog. Riz je, da ima nekdo ful dobro šarmanco. Ta drip je slej in riz je killer. Ejt. A-T-E. Ejt. A ja, je pač jedli, ne? Jaz sem pogledal tvojo oddajo Ja? v živo in na koncu sem rekel, oh, he ate. Ne zato, ker bi pojedel, ampak ker je bilo tako dobro, da je bilo he ate everybody up. Ker je bilo tako dobro, he ate. Hvala. Hvala. Res si star človek. Jaz imam. Res si star človek. Jaz od ne bi vedel tega, kakšen ejt. Riz sem slišal, cap,
sem tudi slišal. A nisi ti človek interneta? Sam, Pa to, ne ne spremljaš TikToka, trendov? Ne spremljam trendov. Zabredla smo, to ni v redu. Ja, To, zdaj pa to ni greva pošteno do naših poslušalk in poslušalcev. A boš zdaj dal vprašanje? A ne, za posnet, ne moreš posneti. Ja. Zdaj je pa, evo ga, okay. Okej, dej. Sprav, tole je, Mora da dati se malo stari, predstavlja. fucking shit, mora dati malo vsebine, to ni nič. Dej, Čakaj, začel mu zgubljati. čakaj. Ja. Hello, dejansko sem ženska, ime mi je Kaja in sprašujem vse en za svojega frenda. Asking for a friend pa to. V glavnem, moj friend Juri, ki je že zadnjič hotel na svet za poroko, kako se naj obleče, ima zdaj še en problem, ker ima skozi probleme. V glavnem, Godler, please dej Juriju en nasvet, kater parfum naj si Juri kupi, da bo letos imel najbolj hot guy summer, da bo dobil čim več punc, pa da ne bo Dior Sauvage, ker ta parfum verjetno daje ženskam že malo travme. To je to. Lepo se imeti in vi, ko se smete, ali neki. Čau. Ja, če je človek, ki ima probleme, ne, Ja. da ima skozi probleme, ne vem, če mu bo parfum rešil life. Ti hočeš reči, da mora temelj že mora biti, Ja, zato da pol parfum lahko to nadgradi. ja. Kaj je Če Dior? ti nisi steady as a rock, Ja, kot parfum jaz, nič ne recimo. pomaga, kot ti. kot recimo pogledaš Ja. mene, rečeš, Ste rock, kaj kamen, se strinjam, beton. po Italiji, ko se Beton. sprehajam. Zdaj ker me- še enkrat reči, udar me. Ja, po Italiji, ko se sprehajam, ker me ljudje ne poznajo. Italiji, ki se sprehajam, nekaj to reči. Hotel sem reči po Italiji zato, ker sem hotel napeljati na to, da me ljudje ne poznajo. Okay. Ko To se se spoki- sliši, kada hodiš po celi Italiji. A ja, si pa ne, po 7 mestu v minut čez Italiji. mejo. Po Ja. mestu v Italiji, ja. Loh je Milano, se ne veš. Se ne, Loh je Milano. Bil sem že v Milano. Genova. Ja, Ja, bil sem. ja, valjda. So me fehtali za modeling. Napoli. V Napoliju tudi. Ja. Se sprehajam, ne, pa me vidijo, pa rečejo, nimamo pojma, kdo to je, ampak zgleda pa steady as a rock and big on TikTok. Slej, In slej. Ok, ne. slej. Hočem reči, s parfumi je tako, veliko smo že dali. Kaj je ta Dior Sauvage? Jaz ne vem, kaj je to. Kaj je to? Dior Sauvage. Ja. Dior Sauvage je en reissue enega parfuma, ki je bil klasika v 70-ih, 80-ih letih. Okay. Diorjev Eau Sauvage. Okay. In originalen Eau Sauvage, to je en, recimo temu, za moje pojme, to, kar je v svetu kar so Casio ure, Ja. je v svetu parfuma Eau Sauvage. Aha, Relativno simple, Ja. gets the job done Ja. and you'll be coming back. Aha, Zame. okay. Govorim o Sauvage, Ja. originalen Diorjev. Okay. Potem so pa naredili pač leta 2000 ene marketinger punčke, storytellerke, po mojem, tam v Parizu. Kakšen dis je to? Dej mal glej, slovenski oglaševalski trg. Pa reče, ni dis samega sebe. In so rekle, tale osovaš pa rabi mal revamping. Sam res, Marjetka, fuck yeah. Anade, Ejt! ejt, z tega parfuma moramo narediti ris. A bi ga mi mal, a ga zmešamo mal z Axe. Ja, Marjetka, dajmo ga zmešati z Axe. Ta Marjetka res ima slabe ideje, očitno. Marjetka je fucked up. In so to naredili, Ja. in rezultat, ki je ratov, je to spakadralo, ki se imenuje Dior Samo Sauvage. Okay. Čist drugi pakungi. Ja. In so rekli, ok, ta zvarek zdaj imamo, Hočeš Smrdi reči, nam, smrdi naredili nam. so ga. Ja. Naredili so ga in zdaj moramo. ja, in zdaj moramo mi to prodati. Marjetka, koliko smo ga pa naredili? Koliko smo ga naredili, Marjetka? Skladišča so polna, tega ben ne kup. We need help. Ja. In reče, hej, bom jaz zrihtala, gre k direktorju, koliko imamo budžeta, tok pa tok. Halo, Johnny Depp? Veš kaj? Mi imamo pa tle en, recimo temu, insekticid. Kupujejo ga samo najstniki, pa še to zelo mal.
v srednji šoli. Ja, rabimo Captain Jack Sparrow, mora prijeti. Ki grejo v petek zvečer v cirkusa in hopes of getting lucky. Mi bi radi to zdaj spravili v prodajo, a ti me odsajte, da te malo poslikamo, če bi bil naš ambasador. Okay. In tako imaš Johnnyja Deppa v tej reklami zdaj. Dočim, zdaj pa pazi, zdaj te pa možganska opna zaskelela. Okay. Mislim, da je original, na reklami za originali bi pa Alain Delon. Za pokojni, pred kratkim pokojni Alain Delon. To je pa ime, ki ga jaz zdaj, zakaj jaz vem, kdo je Alain Delon? Zakaj? Ker ga je moja stara mama tudi zdaj pokojna, pred kratkim žal. To je bilo za njo, da je nekdo lep kot Alain Delon. Tako je ona povedala. Vse tako se je nasplošno rekla. Tako se je rekla. Lep kot Delon. Tako. Ona je imela to zapečen. To, pa če si hiter vozil, si bil pa Fittipaldi. Ja, to je z te generacije, se mi zdi, več se ne da reči. Moj fotor je meni večkrat rekel, zgledam kot Johnny Weissmuller. Kjer je reference? Meni je všeč, ker to veš, da posluša tudi nekdo, ki je 25 star. Ne, te ljudje, ki se trudijo. Pošel googlat, tako je jaz. Večina ljudi, ki je pa 40-letniki, pa vejo. Tako da ni panike. Ja, tako da ja. Imajo, tako kot pravijo. Kaj bi ti pol hotel, zdaj to je sicer konc poletja, kaj jaz sprašuje za Hot Boy Summer? Hot Boy Summer. Kjer parfum je idealen za Hot Boy Summer? Ajde. Tako kot sem zanč rekel za ure. Ja. Men res dol visi za ure. Ex-Afrika. Ne, hočem reči, da mi dol visi za ure. Džup. Nič nimam. Nobene afinitete. Par ur mi je bilo všeč v lifeu. In te sem kupil. Ja. In isto me nekdo z nekaj za ure vpraša. Ne vem. Ja. Kar ti mi je bil všeč, sem rekel, jaz bi to kupil. Explorer mi je bil všeč. Vem, nimam nobenega odnosa. Če imaš mnenje, da je Savage šrot, ne? Ja, ne, jaz nekaj drugega ti hočem povedati. Ker me vprašal, jaz sem za odmeve, ne vem, če si slišal. Nisem ti jaz tist, ki na Amazonu, ko gledaš eno uro, ali pa ne imaš, ki ti naredi styling, ki ti popera spodaj. To bi bilo pa dobro s temi supergami, pa s to trenerko. In vedno z neke trenerke. Ja, to je res. Ker ne vidijo, koliko sem star, pa kdo sem. Ne sam, kdo sem star. Kdo sem? To je važno. Okay. Ta tip ne nosi trenerka Amazon. Ja. Get your facts straight. Lešnik. Čokolado sem jedel, pa mi je prišel en lešnik nazaj. Mislim, ne z grla, ne z želodca, iz zoba. Kaj to? Jem to not pusto. To, ka pa lahko pipkaš, pa ne. Hočem reči, ker me vprašal, kjero uro bi zdaj dal, da bom pa zdaj izpadel, prostite, izrazu jebač, ne, recimo, da bi šel ven. Cap. Ja, pa bom rekel, ne vem, to imaš ali pa nimaš v sebi. In isto je pri parfumih, imaš parfume, ki so toliko ekstravagantni, pa dragi, pa posebni, ki greš mimo nekoga, ima efekt, ki bi ga udaril, ne? Ja. Ne vem, a je to dobro ali ni, a hočeš biti ekstravaganten, kakšno srajčko boš imel, a boš imel črn t-shirt, pa temne hlače, a boš imel havajsko srajco, pa spodnice, shorts, zmer poveš. V glavi si prevajam. Jaz razmišljam po angleško in pa si prevajam sproti slovenščino. Čeprav to je luk, ne, havajska srajca, pa gate. Pa prav ne boksarce. Spidoti. Če odpreš hotelska vrata, ja. Pa odvisno, komu jih odpreš. Ker obstaja trg za tako modo. Not that I am a part of it, ampak obstaja. Da pa pazi. Skor si padel. Skor si padel. Kaj ti delaš? Stari, lahko mi je povedal, da imaš pokvarjen stol. Ne? Ni pokvarjen stol. Na kakšen način je pokvarjen stol? Jaz sem pa res skor padel. Skor si padel. Dobro, ujel sem se. Ujel sem se, nisem se ujel. No, čakaj. Tako ne zgleda človek, ki se je ujel. Sem to, dejva to razčistiti. Zdaj, jaz bi rekel, Hot Boy Summer spet nakazuje na promiskuiteto. Okay. Yeah. Če iščeš promiskuiteto, ti je važen cilj, ne pa neko dolgoročen relationship, nekaj, kar bi se lahko spletl med teboj pa med dotično. Razumem. To se pravi, vprašanje se potem glasi, kaj svetuješ za promiskuiteto, za hotel in za dolge veze? Ajde. Če iščeš eno ali če iščeš drugo.
2 parfuma hočem. Jaz lahko povem Ja. iz svoje zbirke parfumov, včasih imel čez 50, Ja. pa sem si jih pol rešil. Normalen ker stavek. Normalen stavek, prijatelj. Ja, ker sem zbiral. To vsak reče. Če sem zbiral. Školiko ljudi na svetu reče, Kaj ti čas sem imel zbiraš? 50 parfumov. Kaj ti zbiraš? Zih nekaj zbiraš, IP naslove. A? Ali pa nekaj, kar je treba regulirati. Zih imaš nekaj sezname, nečesa, kar zbiraš, kar boš poslal na EU, von der Leyenovi. V glavnem, čaj ti povem. Jaz To bi ne rekel- razumem tega disa. Jaz imam zelo dobre odzive sem v življenju dobil To bo dobro. na Creed Royal Mayfair. Creed Royal Mayfair. Ja. Na Tom Ford Tuscan Leather, pa na Aqua di Parma Oud. Sem vedel. Ne, to so taki parfumi, Ja. ki so me vprašali, ne vem, sem prišel v masko, ko imaš videti nas na sebi? Zelo malo. Ne, to je pač. V masko hodiš za zelo malo. A s tabo kadrovska doskrat govori. A to je Human Resources? Ja. Ja, mene gledajo kot Boga. Jaz. Ne, ja, imamo to službo, ja. Ja. Ne, a bi me a je to narobe? Ne hodim enako krog. No, to sam všeč mi je, da si to mogel na glas reči. Ja, Tako da ne, ne ne, hodim nakno krog. Pač to je moj pan, to je moj joke, Ja, veš. razen v hotelu. Kaj imaš danes na sebi? Zelo Ja. malo. Jaz mi zdi tako posrečeno, seksi. Ne, res, to so 3 parfumi, Ja. ampak to so taki močni parfumi, tega ne moreš polet nositi, ker polet švicaš, ne? Ja, to je res. Polet teče z tebe. Tako da jaz bi rekel nekaj, kar ima morda kakšno animalistično noto. Morda bi si našel kaj pri omanski znamki parfumov Amouage. To sploh ne znam napisati, bom pol googlal. Amouage. Amouage. Ja, to je parfumska hiša iz Omana. In Kaj je to važno? kupil sem, veš, kjer parfum njihov, takega ima Putin. Ampak preden je bila vojna. Jaz sem domov. Ne, Jaz sem dosti. preden je bila To je tako weird. To je Stari, weird. prišel sem v trgovino in je bil tam gospod, Kristus. strokovnjak, Ja. ekspert za to. Pa sem rekel, z Davidom Rankarjem sva šla na en branč in na tistem branču sva spila. Sem uscal. To je bilo zjutraj, no? Jutranji branč ob 10. In sva spila, mislim, da celo 2 buteljki penine. Take sorte branč. In pa sem pa jaz rekel, kot reče človek po 2 buteljkah penine, hej, David, how about some shopping? In David, ja, David rad reče meni, ja. In sva šla v to trgovino in pridem not, dober dan, in sem rekel, a imate vi, ne vem, kje sem slišal? Imate od Putina parfum? Ja, to sem rekel. Nisi tega rekel. Rekel sem, kaj je rekel. Nisi tega Vi se pa spoznate, da ima res. In ima Amouage Gold, je rekel, mamo, Kristus, ne se neha. mamo. In je tak, Imate od Putina, to v naslov. To v naslov. a ne femofobija. Ne. Dobro. To je pa weird. In mi ga pokaže in ga Ja. jaz provam. Ta parfum Ja. je pa, ki bi ti Ker hočeš napast drugo državo. Ne, ni tako. Ampak je pa tako, ki bi ti zgrabljam nos za haklu, pa te gor potegnil. Stari, to je pa parfum, ki ga daš mal na sebe in se greš lahko 2krat stuširati in ga ne boš dobil vse. A ga še imaš? Imam ga ga še še ima? celo flaško. Prosim, zdaj pa Jure zapomni za A ga to. prinesem? Prosim, prines ga. Bom Jaz naslednjič hočem prišel. vedeti, kaj nosita, ljudje, dobro poslušajte. Naslednjič bo Anže Tomič, Sprobal. človek za na odmeve, sproval, povohal parfum, ki ga nosita vsaj dva znana. En je Bog Planet TV, Jure Ja. Godler, Ja. drugi je pa diktator Rusije. Vladimir Putin. Tako da, ja, Amouage Gold. slava Ukrajini. Ja. Stari, to je pa parfum, to je pa Bog in batina parfuma. Pa Bog ne dej v dvigalo s tem parfumom. To je res zanimivo, prosim, prines. Zaradi tega, ker Dajva to lahko ne rata pozabiti. Auschwitz. Zdaj, ko bomo nehali, bom dal v kalendar bom dal prenesti parfum. 100% ga bom To je prinesel. preveč dobro. Tako da, kar bi pa tem človeku za summer parfum Ja. predlagal, je pa Nekaj od iskreno. Lukašenka bi jaz rekel. Stari, še malo pa boš res na panču pristal.
Trust me, ne? Naslednje leto. No, pazi. Drugi izbor Kim Jong-una. Sorry. Če ušisko jo prdec od Diorja. Titos brev. Fun fact. Ja. Osovaš Ja. je uporabljal jugoslovanski diktator. Ne boš verjel? Videl sem eno sliko ene barke njegove. Galebel, kaj že. Mislim, da. Ja. In mislim, da so notor skušali čim bolj ohraniti, kot je bilo takrat, ko je bil on nazadnje. In je ta flaša. In je tam aftershave, osovaš, deodorant, osovaš in toaletno. Olin. Iz te, se pravi, iz prav vintage. Razumem. Tako da jaz bi tem Juretu predlagal osovaš mogoče. Kot najbolj neutralen moški, pa recimo za celo leto parfum. Okay. Ker te prej, ki sem jih naštel, ki so dobili odzive moji, so, to ne moreš nič. Moraš biti Jure Godler. Prvič to, moraš biti kamen, bog, druga je pa res, toliko so močni, da niso za poletje. No, tako da osovaš bi pa rekel, to pa je neki za poleti. Okay. Jaz, veš kaj, danes, ko sem se zbudil, nisem mislil, da se vam pogovarjajo o parfumu od Vladimirja Putina. Jaz mislim, da se tega ne da napovedati. Okay, zdaj so lahko še kakšen opa help ali pa dva, pa gre pa v dobo barbo. Ampak to je bilo super. Tako da naslednjič res ga ne smejo pozabiti. Ker vem, da ful vedno obljubljava, pa se pol nič ne zgodi. Ampak, daj tega ta zadnjega najprej, ga boš ti prebral. Dobro. Ta je bil res v redu. Živijo. In to je to, hvala lepa. Kaj se ti ne odpre, moram jaz brati, ne? Dej ti preberi. A imaš težave? Se je zaklenil? Kaj si naredil? Boš padel s stola spet? Ne, ga imam. Pozdravljene gospoda. Okay. Pozdravljene gospoda. Ne, dej ti preberi, ki me se ne da. Vem, tole je okence za vprašanje, ampak ker nimam iPhona in bi res rad dal ceno vajnemu podcastu, sem se odločil, da to naredim kar tukaj. Vprašanje pride na koncu. Torej, ocena je seveda 10 od 5, pač nimam drugega zapovedati kot to, da sta fenomenalna in da sta tudi prva, ki sem ima namenil majhen delček svoje plače. Zakaj samo majhen delček? Ker lahko samo 5 da, pač ni druge opcije, razumeš? Ti nimaš različnih opcij. Ne. 50, 50. Pri glavah so, klej pa samo 5. A ja, tam ste bolj, a? Ne, ti sem prej nastal, ne bo to zdaj. A lahko daš enkratno donacijo, pa daš 1000. Ne bo tega dal. Member je for life. Noben ne bo tega dal. Jaz sem bil enkrat na liveu z gospodom Markom Žerjalom. Ja. In je nekdo kar naenkrat donacijo dal 500. Ja, ok, koliko dam? Jurija ali 500? Dej Jurija. In je member for life, pa jaz pelem na večerjo, če je ona. Ne, ni važno, kdo je. Tu če je fant. Tu če je fant, peleš na večerjo. Ne, ti pa ne bo pelal na večerjo. Ja, boš. Ja, točno to. Ok, pa ne, ostane 5 evrov in to je to. Majhen delček svoje plače samo zato, da bojo lahko še več poslušam. Pa viš, pa fantje to pišejo, 40-letniki. Priznam, najprej sem preposlušal vse epizode brez dopo barbe, potem pa sta greš, odhajaš. Potem pa sta naznanila, da bosta v eni od dodatnih epizod obravnavala Juretove ure. Kot velik fanatik ur si enostavno nisem mogel pomagati in potem še presenečeno ugotovil, da tudi naša tehnološka podpora, to sem jaz, nosi ure in jih tudi kar nekaj pozna, bravo Anže. Ne? Vidiš, ljudje me hvalijo danes je tak dan, da se hvali Anžeta Tomiča. No, takrat naprej imam privilegij, da lahko v vožnji poslušam vse epizode še enkrat z dodano vrednostjo. Vidiš, to sem hotel. Juretovi seki iz zloglasne knjige o spolnih hranostih. Prisežem, da mi polepšata dneve s tem podcastom in že samo ta vajn odnos, kjer se ne zgražam nad neumnimi Godlerjevimi dejstvi o košarki in Jure o Anžetovem nepoznavanju skladatelj, je dovolj, da si ta podcast zasluži, da ga slišimo tudi ostali. Naslednjega stavka ne bom prebral,
Zdaj pa Zakaj? vprašanje. Ostali. Ja. Zato. Se nehava disati same sebe. A ja, ne, kdo se to je vrhunski vsebin. Kje bo še dobil tako vsebino kot v tem podkastu? Kje? Na unem, ki so na prvih 3 mestih slovenskih podkastov, charts? Ok. If that rocks your boat, izvolite. Kar kliknite, so na YouTubu, po moje. Lahko preverim še, kaj je Najc napisal. Dej. Zdaj pa vprašanje. Kako bi Godler in Anže svetovala mladeniču? Ja, star sem 26 in jo poslušam, ne vem pa, kako bi to dokazal, ni treba, ki ni ravno v besnem iskanju svoje partnerke, ima pa težavo se s komarkoli povezati v tem zmedenem obdobju, po faksu, pomišljaj, prva služba in tako dalje. Hvala vam za pomoč in še veliko epizod si želim, pa si je v oklepajih. Ajde. Ja, kaj, kako se povezati pri 26? Ja, kako se povezati? Ja, ne ve. Kaj mene to sprašuje? Lajke storije. Kaj mene to sprašuje? Jaz nisem ekspert na tem področju, jaz se nikoli bolj treba truditi. To je zmer. Idiot. Če pride do tebe, če si big. Kaj to povem? Če si pa zdaj si malo shujšel. Če si big on TikTok. Če si Gen Z. Ne vem, v iskanju a kdo išče sploh? Ne, pa se rekel, da ne išče, on bi se sam rad imel nek ta connection, veš, na faksu je dosti lažji, ker je veliko mladih, vsi ste v neki isti špuri, pa greš pa v službo, je pa služba, imaš nek folk v službi. Ja, prepisuje od tebe, Kira. Rečeš, prepisuješ? A greva pol na pijačo? Ja, ti bi jo zatožil, ne? Ti bi šel, prepisuje od mene. Jaz se te tako predstavljam, jaz se ti pa predstavljam, da ti nisi delil zapiskov. Nisi. Kakšnih zapiskov? V šoli zapiske. A nisi delal zapiskov? Ne. Ti si sam prišel, znal in šel. More or less, ja. Ne, pazi, eni smo taki, stari. Kašni ste. Ja, eni vemo, koliko smo vredni in kako takoj zapopademo. Jaz sem tebe prvič videl in sem rekel, to je pa, on je pa tak. Veš, ti mene nisi presenetil, koliko te poznam, cirka 10 let se poznava. Ti nisi imel več nobene poteze v teh 10 letih, da bi rekel, to pa nisem mislil, da je tako. Tle me je pa okrog prinesel ta, kjera karakterna lastnost, ki jo nisem pričakoval, tega ni pri tebi. Ne, ti si pa kaj, enigma. Tako. Večna enigma. Kameleon. Stari, ko enkrat pripadaš ljudem, je drugače. Ko te ima narod za svojega. Ja, za odrešenika ali pa, dobro, odrešenika, ne, mogoče pretiravam, da me ne bo kdo za besedo vlekel, kaj hočem zdaj tle eno religijo ustvariti ali kaj novo. To si že naredil. Gaja že obstaja. Godlerijanstvo. Ampak drugače je, stari, ko te malikujejo. Ok, kako to Nejcu ne pomaga. Kako to Nejcu, to Nejcu ne pomaga. V bistvu iskreno povedano ne razumem vprašanja, ker piše, ni v besnem iskanju svoje partnerke, ima pa težavo s komarkoli se povezati. Ja, pa če rad bi tako prijatelje, družil bi se, ker je služba... Moške ali ženske? Ja, moški ni problem, priješ v, ne vem, tam službi imajo zihen skupen prostor kuhne, kjer si z mikrovalovno pogrejo fižol, pojejo kosilo. No, ti si res tako si v stiku z ljudmi. Mikrovalovka. Si tu pa tam naredimo epizodo za delavce. Ja, točno to. Prideš, če je desc, ti si res ga porami, trešeš, kaj zdaj ti. Kjer fižol imaš danes, mikrovalovka. Kjer fižol imaš danes. A si ga kaj zabelo, a kar surovo, wow. A so tu italijanski fagioli? Ne, Heinz je boljš. A veš, da Heinz fižol lahko kupiš tudi narezano v klobaso not? To sem videl, da se kar prodaja na Amazonu. Heinz sausages, no, to si predstavljam, da si delavci. To cela Anglija je. Ja. To cela Anglija je. Ja. In ni iskanju pa, da je piše s komarkoli povezati, ta tudi prijateljev nima. Ne, pa se to ni nič slabega. A tle si se pa poistovetil. A si probil hotelsko sobo? Pa Putinov parfum. Jaz ti drugega, ki to ne moram povedati. In lahko si že zluščil celo današnje epizode, da je to nekako leitmotiv. Nekako moja rešitev v lifeu. Putinov parfum pa hotelska soba. Neč veš, kaj me všeč. Ker pač napisal pa je, da ima pač se povezovati, ne pa to. Ja. Jaz verjamem, da če daš Putinov parfum gor, najprej
vsi, ki grejo meni, tako, o moj bog, kaj je to. In pol vsake te vpraša, lahko rečeš, hej, ta parfum ima sta pa 2 znana, svet, Putin Glej. pa Jure Godler. Tako je. Visoka sta isto. Ne, pa tudi fit. Ja. Čak, ni ravno v besnem iskanju svoje partnerke. Prosim, naj nekdo naredi Photoshop, skaj je Putin skoraj brez. Če s komarkoli povem, z medenem od Jureta čez. Fakt, Samo Discord vrčite. Jaz ne vem, a je prostitucija regulirana v Sloveniji? Mislim, Okay. Naslednje vprašanje, Nec, meni je zelo žal. Naslednje vprašanje, res ne, meni je zelo žal. V glavi prostitucija, spet vprašanje, ki nisem vedel, da ga bom danes mogel obravnavati. Še enega pa gre pa na Dopa Barba. Ajde, še Veliki enega. ptič in zber. poveljnik, dodatna epizoda za satelite je bila, a ti si veliki ptič. To je zato. Stari, ti, če bi bil car, vem, sem slišal to zgodbo. Okej. Ampak ti, če bi bil ampak če bi bil car, Ja, bi imel, Riz. jaz, če bi bil ti, bi bil veliki tič. Dodatna epizoda za satelite je bila vrhunska dodana vrednost na ročnini. Ja, thanks to me. Jaz imam volant le v rokah. Res ganil. Pač od njega hočem, da tehnika špila, pa še to ne gre v čas. Sploh, ko pride na live brez kompa. Me je pa spomnila na dilemo, ki jo imam v življenju. Sem lastnik 2 ur, več kot ti, Tomo. Samo 1,5. A ti imaš 1,5, ja, videl. Timex a Weekender, Ja. Timex a Weekender Indiglo, Ja, meta ura zelo lepa, in G-Shocka. Cassie Oak. Ja. Ki zgleda, ne. Ja. Ja. Ok, cool. Prvega več ne nosim, saj tik-tak in neverjetno glas, to je pa res. Tista, A ki res? sem ti jo Ja. zanč, ki ima Se spomnim. Leonard Susskind, tista je, če greš spat, Ja, jo slišiš. imaš feeling, da si v neki zahojeni železniški postaji, nekje, kjer imajo tisto uro, klok in sam čakaš. Potniški vlak, potniški. Se pravi, ker je moteče ostalim, ja, slednji pa je, kljub temu, da gre za najtanjšo uro serije G-Shock, predebel za rokave, srajce in ostalih oblačil. Kako se ljudje, ki srajce redno nosite, spopadate z debelimi urami? Večina avtomatikov, ki sem jih gledal, je še debelejših od moje ure in na pol zavihan rokav na levi roki pač ne zgleda. Mi pač zgleda češko. Ja, odvisen, kaj delaš, če drva sekaš, ne. Jaz, kad drva sekam, kar zaviham. Ja. Kako Putin. Lepo A si zgoraj zdrav. brez. Si zgoraj brez, kad drva sekaš. Ali pa ne, a si v havajski srajci pa spodnicah. Dobro. To pa je mental image, a ne? Ja. Ti v belih gatah s havajska srajca pa sekira. PS, A je to tudi kategorija? Ja. Matjaž, manj kot 40 let, PS, kaj porečete na Artačevo vihtenje dirigentske paličice? Ja, vabim vse, če lahko izkoristim, da prijete gledati klasični Artač, Ja. ker sem jaz soavtor tega. Pa, To je predstava. to je predstava, ki je Tilna aktiven Artača. z mladinskim Ja. slovenskim mladinskim orkestrom. Tako. Je še kar nekaj. Jaz je še nisem videl, Je slišal še- sem pa vsaj 2 zvezdice od 5. Da je. Tako da. Je kar 5, tako da to ste vabljeni, odlično mu gre, Ja. res je dober. V glavnem, glede teh ur, pa tega, ja, to je zdaj tako, ne? Če imaš srajco, dress watch, ne. Če imaš srajco dress watch, teh je pa Ja. milijavžen, od Ja. Longines do ne vem kaj vse do. Vem, ampak če ima človek Timexa, pa G-Shocka, Aha. najbrž ne moreš alange zone predlagati Ja. za 87 000 evrov. Ne. Veš. Ja, kaj bi rekel, ja, mogoče, če mu je všeč Seiko dela Ja, kopije. tenkov, kartjeja. Ja, Tako, res to, je. identične kopije. Identične kopije. In Ja, to je to. Ja, to je ura v redu, ja. v tem cenovnem ja razredu. se strinjam. Tako da to, Pa tudi kakšen Seiko Prospects je unija, niso, je tudi kakšen dres, a ni, se Prospects iz jih obstaja, tudi kakšen dres, tako da je malo bolj fancy, pa da ni. Pa tudi te avtomatiki njihovi, ki so 5. Ja, Seiko 5, ja. Seiko 5, to je, Ja, sam, ni spet toliko debelo. ni tok debel, ja, ampak ni pa, ne. No,
Ja, ampak Cartier, sej kot ti Cartier so čisto Jaz bi rekel. izbira. Ja, to se čas strinjam. Veš, kje se svetujeva. A še enkrat ljudje, zdaj pa napreden grejo do po barbo. Če podprete, greste na podpri.si, ki spet deluje, oziroma na aparatus.si pošiljnica podpri, tam lahko podprete opazovalnico, s tem dobite vsakič dodatek epizodi, ki mu mi dva rečeva do po barba. Ja. Hkrati pa to pomeni, da dobite tudi vse za nazaj in to za nazaj zdaj vključuje tudi posebno epizodo, ki je samo za satelite, kjer sva govorila o najinih urah, ker skupaj jih imava kar nekaj. Ne? To je bil tvoj joke, mi ga je včeraj Joco povedal za tebe, pa Jonasa, pa Viktorje. Kakšen Kako joke? je imel Jonas Ja. full Viktorjev, ti si imel pa enega in si pa rekel, skupaj jih imava kar nekaj, nekaj tazga. Tako da sem zdaj to šalo zdaj uporabil. Ja. Tako da dajte podpreti še enkrat aparatus.si pošiljnica podpri, pa še ena opomnik, če ste podprli, pa ste v Discordu, če v kanalu splošno je pripet en link, se lahko pofočkate, pa dobite drugo barvo imena, tako da se ve, da ste sateliti ali pa krajcari ali pa goldina. Jonas še živ? Vem, da je šel v parlament, pa ne vem, če pa preživel. Okay. Dobro, ja, dejte se. Zdaj pa jaz bom dal ker... intro do po barbe in to je to. Čaki. Evo ga. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. Evo, do po barba.